Dan žil v evropskih državah praznujemo oziroma ga ozaveščamo ob tem dnevu v pomenu zdravih žil. Dan žil je vsako leto na 3. sredo in četrtek v mesecu marcu. Pri nas ga obeležujemo že 9. leto. Bolezni žil so kronične bolezni, ki jih je v veliki večini mogoče preprečiti, napredovanje bolezni pa zaustaviti. Bolezni žil pomembno vplivajo na kakovost življenja in skrajšujejo življenjsko dobo. Tako da letos ob dnevu žil govorimo o tem, kako vsak dan poskrbimo za zdravje žil. Sedaj me zanima, če je primarij Cevca uspel zvočnik usposobiti. Je? Vas lahko prižgete mikrofon? Ja, super. Tako da smo zdaj kompletni. No, potem bi pa kar vseeno, profesor Glin, se strinjate, da kar začnemo, ali boste še vi kaj povedati prej? Ne, kar prosim, dajmo začeti. Ja, torej, v besedi vabim primarja Matijo Cevca iz Kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana in hkrati predsednika Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, da bi nam povedal, kaj lahko vsak dan naredimo oziroma kako živimo, da se izognemo nevarnostim bolezni žil. Izvolite. Ja, hvala lepa za besedo, pozdrav tudi v mojem imenu. Bojim se pravzaprav, da vam kaj bistveno novega ne bom povedal, ampak dejstvo je, da zlasti pri periferni arterijski bolezni, o kateri bomo danes govorili, in pri venski bolezni nog, je dejansko gibanje eno od najpomembnejših načinov za zdravljenje in preprečevanje zapletov. Mi vemo, da telesna nedejavnost je pravzaprav izredno pomemben dejavnik tveganja ne samo za aterosklerozo, ampak tudi za srčno-žilne bolezni, za sladkorno bolezen, za hipertenzijo, nenazadnje tudi za nekatera rakava obolenja. Vemo, da redna telesna dejavnost izboljša tudi duševno zdravje, redna telesna dejavnost izboljša kvaliteto spanja, kvaliteta spanja pa neposredno povezana tudi z našim dobrim počutjem in depresijo. Skratka, na vse te zadeve redna telesna dejavnost zelo ugodno deluje. Po drugi strani pa še nekaj vemo, da nekdo, ki je bil telesno nedejaven, pa prične z relativno enostavno in blago telesna dejavnost, že v 14 dneh se mu žile na nek način popravi, mi temu rečemo endotelijska disfunkcija. Ta se popravi že po 14 dneh zmerne telesne dejavnosti. Skratka, cela vrsta zelo koristnih stvari nam ta telesna dejavnost omogoča. Po drugi strani vemo, da tisti, ki so redno telesno dejavni, tudi lažje vzdržujejo ustrezno telesno težo. Zdaj smo pa pri venah. Mi vemo, da poleg tega, da so vene, da je venska insuficienca, krčne žile in vse to, kar je s tem povezano, do določene stopnje genetsko pogojeno. Po drugi strani pa vemo, da so dejavniki tveganja, ki pospešujejo to okvaro ven v nogah, tudi zasedenost, se pravi, če ljudje ves čas sedijo, dolgotrajno stanje, zlasti tudi v toplem ali celo vročem okolju. To je vse tisto, kar sčasoma povzroči okvaro naših ven na nogah, da se začnejo te, ne opravljajo tiste svoje funkcije, to se pravi funkcije povratnega od pretoka krvi proti srcu, kri začne zastajati, take vene se postanejo razširjene, zaradi tega tudi tiste zaklopke, ki so v teh venah, ki preprečujejo hidrostatskemu tlaku v njih, da dodatno škodo povzročajo. Skratka, vse te stvari se poslabšajo, če ni redne telesne dejavnosti. Zakaj telesna dejavnost? Zato, ker telesna dejavnost, zlasti gibanje z mišicami nog, je nekaj, mi temu rečemo mišična črpalka. To pomaga poganjati kri proti srcu v teh venah in na ta način pravzaprav se lahko zelo uspešno odmakne ta venska insuficienca. Tako da to je tisto, kar je zelo pomembno. Po drugi strani pa zdaj, če se spet malo na arterije, na te žile obrnem, zdrava prehrana je ključna
za aterosklerozo. Mi vemo, da je pravzaprav danes velik delež ateroskleroze je posledica nezdravega življenjskega sloga, ki zelo vključuje tudi nezdravo prehrano, zlasti tako imenovana hitra prehrana, ki zvišuje po eni strani trigliceride v krvi, sočasno znižuje zaščitni holesterol HDL in tudi skupni holesterol. Skratka, če se zdravo prehranjujemo, če se dobro gibljemo, tudi ta metabolni aspekt bistveno izboljšamo. Strašno se, ker se ven tiče, bojimo debelosti, ker ta je eden od zelo pomembnih dejavnikov za okvaro ven, pa verjetno bo tudi profesor Blinc potem povedal, tudi je tesno povezana tudi z raznimi trombotičnimi dogajanji, zlasti v venskem sistemu. Tako da na vse to mi lahko z prehrano in redno telesno dejavnostjo učinkovito in poceni principu vplivamo. Tako da to je tisto, kar bi morali danes zelo propagirati, izogibanje sladkih pijač, izogibanje energetsko prebogate prehrane. Mi moramo toliko pojesti, koliko tudi dnevno porabimo. Takoj, ko jemo več kot porabimo, se to začne kopičiti v maščevju in slej ko prej pride do prekomerne prehranjenosti in nato do debelosti z vsemi škodljivimi posledicami, ki jih to seboj nosi. Nisem omenil niti konec koncev, da debelost je katastrofa za skeletni sistem, da se bistveno hitreje uničijo kolena, bistveno prej se uničijo kolki, hrbtenica trpi zaradi debelosti. Vse te stvari so še zdravo povezane. Ampak, ker se danes o žilah pogovarjamo, upam, da vam pokazal, kako tesno povezana je telesna nedejavnost in prekomerna prehranjenost in debelost z po eni strani arterijskimi boleznimi, pa tudi z venskimi boleznimi. Samo toliko. Hvala za te dragocene napotke, podatke in pojasnila. Sedaj pa profesor Aleš Blinc iz kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana, ki nam bo podrobneje predstavil bolezni žil. Izvolite. Hvala lepa. Eno vprašanje je bilo zdaj na chatu, kako sladkor vpliva na žile. Dejansko dosti direktno jih okvari. Predvsem mikrocirkulacijo naredi okrog, tako kot bi rekel, eno tako lupino iz bazalne membrane, da mikrocirkulacija slabo funkcionira. Ampak to je odlična iztočnica, če si smem vzeti 5 minut, pa vam pokazati, kako cirkulacija pravzaprav izgleda, pa kaj so o njej mislili še pred 500 leti, pa kaj vemo zdaj. Potem bomo šli pa majčkeno po točkah. Mislil sem nekaj povedati o periferni arterijski bolezni, nekaj o venah, tudi v povezavi s covidom, pa dolgim covidom, pa potem še posebej nekaj o krčnih žilah oziroma o kronični venski insuficienci. Imam kakšno možnost deliti ekran pa eno slikco pokazati? Poskusim. Ne morem. Ok, nič hudega. Zdaj, Nataša, če mi... Ja, pravim, da je lahko, se opravičujem, nisem prižgala mikrofona. Lahko, zdaj ste sogostitelj, pa lahko... Zdaj pa res, ok, super, hvala. Tole, ja. Evo ga. Tole sem hotel pokazati. Zdaj verjetno, čakajte, bom jaz probal vsem tole malo lepše postaviti. Vidimo, Aleš, vidimo. Kako, ja, vidite, sam preveč vidite, tako da bom poskušal vsem povečati. Bom poskušal vsem dati tole na eno stran namesto na dve. Takole, mogoče vsem boljš.
Ok, glejte, to se naši otroci učijo v osnovni šoli pa v srednji šoli, kako gre kri iz levega prekata v aorto, pa se potem razveji po telesu, prehranjuje vse sorte organov, mišice, notranje organe, preko tega, da se arterije razvejijo v eno strašno mrežo drobnih žil, najdrobnejše so kapilare. Tam preko kapilar se izmenjujejo plini pa hranila s celicami in pravzaprav nobena celica ni kaj dosti oddaljena od kapilare. 50 tisočink milimetra, največ 50 mikrometrov. Potem se pa to spet združi v vene, pa pelje nazaj v desno srce. Iz desnega srca gre kri v pljuča, tam se obogati s kisikom, odda ogljikov dioksid in se potem po pljučnih venah nazaj vrne v levi predvor. To se nam zdi zdaj danes samo po sebi umevno. Ali pa včasih komu tudi ne, ker včasih ljudje, tudi moji pacienti zamešajo, kaj so to arterije, pa kaj so to vene, pa jim nič ni jasno. Ampak ko sem tole zdajle majčkeno študiral, se mi je zdaj strašno zanimivo. Vsi ste slišali za slavnega rimskega zdravnika Galena. On se je proslavil s tem, da je odlično zdravil ranjene gladiatorje, pa potem tudi rimske plemiče in tako naprej. Skratka, bil je potem tudi dvorni zdravnik, odličen v bistvu za tiste čase kirurg in ranocelnik. In tudi anatomijo je odlično poznal. Ampak malo mu je pa zmanjkalo pri fiziologiji. On je bil prepričan, da kri sproti nastaja v jetrih in da se v tem iz jeter izceja v vene in da vene vodijo kri po telesu. To se pravi, malo je zamenjal, kaj je dovodni sistem, pa kaj je odvodni sistem. In to je veljalo tam nekje do leta 1500 pa toliko. Tako da šele nekje v 17. stoletju, 1628, če hočete natančno, je en angleški zdravnik, William Harvey, pogruntal, da to z jetri pa s produciranjem krvi ne more biti res. On je namreč ugotovil oziroma dosti dobro ocenil, da vsak utrip človeškega srca približno 1 deciliter požene krvi naprej. In če bi bilo to res, da bi kri sproti nastajala, bi morala jetra vsako uro narediti enih 300 kil krvi. To se mu je pa zdelo, da to pa ne bo šlo. In potem je delal razne zelo zanimive poskuse na živalih, pa neka opazovanja tudi na ljudeh in je v bistvu dokazal, da je krogotok sklenjen. Da v bistvu srce je pač tisti motorček, ki črpa v arterije in potem se kri spet zbere v venah in pride nazaj in potem seveda ta drugi obtok je pa pljučni, kjer se kri razreši odvečnega ogljikovega dioksida in se napoji s kisikom. Tako da to odkritje, ki bom rekel, je danes samo po sebi umevno, je staro 500 let, slabih 500 let. To se mi je zdelo kar zanimivo, no. Zdaj pa v bistvu, če dovolite, gremo malo naprej. Tako kot je odlično povedal primarij Cevc, marsikaj lahko naredimo za žile sami. Izjemno pomembno je, da bolezen vsaj odložimo v čim kasnejše življenjsko obdobje. Jaz se včasih malo pohecam s študenti, ko se pogovarjamo o preventivi pa kurativi, in povem v bistvu resnično zgodbo. Leon Štukl, ki ga vsi poznate, v bistvu najuspešnejši slovenski olimpijski tekmovalec, nosilec številnih zlatih medalj v gimnastiki, je tam nekje pri 101 letu dobil srčni infarkt in potem tudi za posledicami umrl. Vmes je pa v bistvu živel izredno zdravo in imel kvalitetno življenje praktično 100 let. Tako da težko rečeš, da bi se človek pritožil, če nekje zboliš in se posloviš pri 100 plus letih. Kakorkoli. Ateroskleroza, o kateri seveda veste ogromno, smo o njej že veliko govorili,
je osnovni vzrok za številne žilne bolezni na srčnem žilju, koronarkah, možgansko žilno bolezen in tudi periferno arterijsko bolezen, pri čemer mislimo na žile od medenice navzdol. Zdaj, kaj pravzaprav dodati temu, kar je povedal primarij Cevc? Preprečevanje ateroskleroze je zdrav življenjski slog, definitivno. Je pa seveda po drugi strani starost človeka pa tisti dejavnik, ki pa deluje kontra zdravemu življenjskemu slogu, ker z leti, starostjo nam v bistvu obrambna sposobnost žil peša. In izpostavljeni smo pravzaprav celo življenje nekim škodljivim vplivom presnovkov maščob, LDL holesterolu, če hočete, pa tudi nekaterim njegovim predstopnjam, ki pospešujejo počasen vnetni proces v žilni steni, ki vodi v te žilne obloge, aterosklerotične lehe. Tako da, kakorkoli poskušamo zadevo čim dlje odložiti, ali pa jo sploh ne razviti, recimo, če imaš to srečo, da imaš genetsko nizek LDL holesterol, ali pa če si nekje južnoameriški indijanec, ki živi v pragozdu, pa v bistvu uživa pretežno rastlinsko hrano, pa se nenehno giblje, potem pravzaprav za aterosklerozo imaš zelo majhne možnosti, da boš zbolel. Ampak v našem kulturnem okolju je ta bolezen še vedno zelo pogosta. In kaj lahko pravzaprav pa naredimo, če do bolezni pride? Zdaj spet boste rekli paradoksno, ampak v prvi fazi ljudem svetujemo hojo, intervalno hojo. To je primarij Cevc že omenil, pa bom majčkeno poskušal razložiti, kaj to pomeni. Ti imaš žilo, ki je zožena, v bistvu pretok pri povečani obremenitvi mišice, zlasti hoji, je oviran, ne zadosti potrebam mišice. In pride do neke bolečine po določenem času hoje, ki te prisili, da se ustaviš. Če človek trenira, to se pravi hodi do diskomforta, do ne prav polno izražene bolečine, ampak do točke, ko ga začne opozarjati noga, se ustavi in potem ponovno hodi, ponovno ustavi, ponovno hodi, lahko bistveno izboljša sposobnost hoje. Zaradi tega, ker se prvič razvijajo obvoznice, telo je namreč narejeno tako, da se zna v določeni meri samo popravljati, pa tudi izraba kisika v mišici je bistveno boljša, če je mišica trenirana, kot pa če je neaktivna. Tako da ta intervalna hoja je sigurno prvi ukrep, poleg strogega nadzora nad vsemi dejavniki tveganja za napredovanje ateroskleroze. Zdaj, kaj mislimo pod strogim nadzorovanjem vseh teh dejavnikov, ki žilno bolezen aterosklerozo pospešujejo? To so pa seveda škodljivi lipidi, zlasti LDL holesterol. Zdaj, tukaj seveda poleg zdrave prehrane je temeljni ukrep zdravljenje s statini. Ta zdravila so po krivem v bistvu na slabem glasu, v resnici so to med najvarnejšimi zdravili in procentualno gledano med zdravili z najmanj stranskimi učinki. Jih pa res jemlje tolikšno število, milijoni ljudi, tako da sem pa tja seveda nastopijo tudi stranski učinki, zlasti v bistvu neko s statini povezano vnetje mišic, ki je pa v resnici zelo redko. Večina mišičnih bolečin, ki jih pacienti na statinih navajajo, ni v nikakršni povezavi s statini. Druga stvar, na katero je treba zelo paziti, je krvni tlak. To ni težko razumeti, če je tlak v žili previsok, se žila prej okvari. Tako da današnji obstajajo zelo prijazne metode, v bistvu tudi različnih kombinacij v eni sami tableti, tako da ljudje nimajo težav, da bi morali za pritisk imeti eno pest tablet, ampak se da to ponavadi z eno ali dvema tabletkama dobro urediti, samo je treba zadevo pravilno izbrati.
In pa, kot se reče, na koncu, pa ne nazadnje, je pa seveda zelo pomembno, da ne pustimo krvnim ploščicam, trombocitom, da bi se lepili na te žilne obloge in žilo popolnoma zamaščili. Tako da praviloma, kadar je simptomatska periferna žilna bolezen, to se pravi takšna, ki že neke težave povzroča, ljudem svetujemo tudi protitrombocitna zdravila. Klasika je aspirin, aspirin Protect. V zadnjih letih pa vemo, da je za približno 30% boljši rezultat brez pomembno večjih stranskih učinkov, če temu aspirinu, malemu odmerku 100 mg, dodamo še en mali odmerek antikoagulacijskega zdravila Rivaroxaban. Tukaj je treba seveda majčkeno bolj previden biti, pogledati, da človek nima neke že poprejšnje anemije, da mu jetra in ledvice dosti dobro delujejo, da ni podvržen k nekim krvavitvam, ampak če teh, bom rekel, oteževalnih okoliščin ni, potem je ta dvotirna protitrombotična zaščita najboljše, kar trenutno lahko pacientu ponudimo. In pa seveda, kadar je zadeva toliko huda, da je potrebno mehanično intervenirati, takrat poskušamo z balončki in žilnimi opornicami arterijo odpreti. V določenih primerih delajo revaskularizacijo tudi kirurgi z obvodi ali pa z izluščenjem žilnih oblog iz arterije. Potem pa spet, nikakor zadeva ni končana, treba je nadaljevati z zdravim življenjskim slogom, z zdravili in definitivno tudi s hojo, gibanje. Revaskularizacija, ki jo narediš človeku, ki se ne more dobro gibati, nima dobre dolgoročne uspešnosti. Toliko o periferni arterijski bolezni. Zdaj bi se pa mogoče malo premaknili naprej. Bomo par stvari preskočili, pa mogoče gremo na tole kapilarno mrežo, pa jo malo povežemo s covidom. Če vas zanima. Covid je, kljub vsemu, čeprav je zdaj mogoče v drugem planu zaradi te varnostne krize še vedno nekaj, kar je medicinski problem, pa tudi družbeni problem. In dobro je vedeti, da pravzaprav vstopna točka za SARS-CoV-2, to se pravi virus, ki povzroča COVID, so v veliki meri žile. In žile so na strašnem udaru pri COVID-u. Zato, ker imajo ogromno ene beljakovine, ki se ji reče ACE2. To je pa tista beljakovina, na katero se spike protein COVID-a oziroma virusa SARS-CoV-2 veže in preko ACE2 virus spusti noter v celico svojo RNA in v bistvu prisili celico, da začne izdelovati njegove kopije. Skratka, žile so definitivno ena od pomembnih vstopnih točk in so tudi prizadete s COVID-om, z žilnim vnetjem. Zdaj, tisto, kar je najhujše, v bistvu, kadar to žilno vnetje se razplamti v pljučih. V pljučih nimaš pravzaprav možnosti, da bi odvečno tekočino nekje skladiščil. Vsi vemo, da recimo, če se orenk udariš v nogo ali pa če imaš nek drug razlog za oteklino, je noga lahko resno otekla, pa še vedno kar za silo funkcioniramo. Če imamo pa v pljučih tekočino odvečno, pa ne moramo dihati, se pa plini nehajo pravilno izmenjevati. In tukaj je potem ta velika nevarnost COVID-a, te hude oblike, da v bistvu zahteva dodatni kisik ali pa celo mehanično podporo ventilaciji. Zdaj, tisto, kar pravzaprav doživljajo nekateri ljudje, hvala Bogu, velika manjšina, ampak še vedno so pa številni, zato ker je COVID-a toliko ogromno, je pa dolgi COVID. In ena od teorij, ki imajo kar dobro fiziološko osnovo, je to, da gre pri dolgem COVID-u za dolgotrajno slabo delovanje notranjega žilnega sloja endotelija. Da se žile enostavno ne uspejo pravilno odzivati na to, kdaj se morajo skrčiti, kdaj se morajo odpreti, in imaš potem težave na najrazličnejših področjih, tudi s spominom, koncentracijo in tako naprej.
pa je to zelo težko od zunaj dokazati. No, če pa delaš razne bolj prefinjene teste žilne funkcije, pa v bistvu ugotavljajo, da pri ljudeh, ki imajo dolgi COVID, to gibanje žilja, ki mu pravimo vazomocija, ne deluje povsem pravilno. Zdaj, tisto, kar je pa zelo, zelo pogost zaplet COVID-a, so pa tromboze, zlasti venske tromboze. In to so pa strdki, ki nastanejo zlasti v nogah, v področju žilnih zaklopk in nevarni postanejo predvsem takrat, ko se odtrgajo in odletijo v pljuča in naredijo pljučno embolijo. Temu procesu venske tromboze in posledične pljučne embolije pravimo venska trombembolija. V bistvu zelo, zelo povezani bolezni. Zdaj jasno, vene se lahko ukvarjajo ne samo zaradi COVID-a, v bistvu tukaj so možne tudi kakršnekoli mehanične poškodbe ven, poškodbe z nekimi drugimi infekcijskimi agensi, katetri, pa predvsem v bistvu pomembno je, kako kri teče po venah. Če so ljudje slabo gibljivi, imajo kakšne mavčne obloge ali pa se zaradi hude bolezni ali pa stanja po možganski kapi ne morejo gibati, potem kri teče počasi in se bistveno lažje strjuje, kot pa kri, ki teče dosti živahno. Tukaj spet logično takoj pride noter zdrav življenjski slog kot ena od pomembnih metod za preprečevanje venske tromboze. Pa seveda treba je omeniti tudi stanja, kjer je kri pomembno nagnjena k starjevanju. To so recimo zlasti rakave bolezni ali pa neki hormonski vplivi v nosečnosti, v času poroda. Takrat se kri raje strjuje in je nevarnost za vensko trombozo povečana. Zdaj, kar se tiče preprečevanja venske tromboze, smo precej povedali, gibanje, zdrav življenjski slog. Zdravljenje je pa temelji na zdravilih, ki preprečujejo starjevanje krvi, to so antikoagulacijska zdravila, ki dajo telesu možnost, da postopoma raztopi te krvne strdke in jih deloma preoblikuje v vezivo. Pa seveda treba je preprečevati raztegnjenost podkožnih ven, če so globoke vene zamašene, potem bo kri odtekala po povrhnjih venah, obremenitev bo večja in rado pride po trombozi do varikoznih ven, venskega popuščanja. Do venskega popuščanja seveda pride tudi iz mnogih drugih razlogov. Tako kot je primarij Cevc omenil, lahko gre za neko gensko nagnjenje, lahko gre za v bistvu vpliv tega, da je tkivo v okolici podkožnih ven razrahljano, to je pri debelosti pravzaprav imaš v bistvu namesto nekega dosti čvrste lupine okrog ven, imaš v bistvu neko mehko tkivo, v katerem se vene lahko prekomerno raztegnejo. Tako da debelost je definitivno zelo povezana z preraztegnitvijo ven in z vensko insuficienco. In problem venske insuficience je to, da se kri ne vrača v smeri navzgor, za kar poskrbijo žilne zaklopke, to se pravi, če so žilne zaklopke lepo primerno postavljene, kot rečemo, kompetentne, potem ne pustijo povratnega toka. Če so pa vene preveč razširjene, seveda bo pa kri v pokončnem položaju odtekala v smeri gravitacije in bo huda težava, kako jo spraviti nazaj proti srcu. Zdaj, kaj lahko naredimo, da krčne žile vensko popuščanje preprečimo, smo že slišali, ne bom ponavljal. Zdaj, do tega pa vendarle zelo pogosto pride, tako ali drugačno, vsaj blage oblike venskega popuščanja ima skoraj 3/4 žensk, pa več kot polovica moških. Ni nujno, da je to nekaj hudega, do teh zelo hudih oblik z kožnimi spremembami in kožnimi razjedami pride pri manj kot 1% ljudi, ampak težave s težkimi nogami, občutkom napetosti in tako naprej, to je pa zelo pogosto. Zdaj, kaj tukaj narediti? Seveda, ena stvar je to, kar smo že milijonkrat danes slišali, gibanje.
gibanje je izjemno pomembna stvar, hoja, lahko tudi plavanje, tudi kolesarjenje je v redu. Zdaj, če gre za neko hudo obliko z močno preraztegnitvijo ven, potem pridejo v upoštev kompresijske nogavice ali pa kompresijski povoji. To je majčkeno zoprno, ker je zlasti poleti vroče, treba je zelo natančno namestiti, da je korist od tega, da ni celo kakšne dodatne škode. Če kompresija nekje zažame, namesto da bi enakomerno opela od stopala navzgor, tako da tukaj je treba biti previden, pa se dobro naučiti, kako to kompresijo postavljati. Ampak vedeti je pa treba, da ljudje lahko z dosti hudimi težavami odlično funkcionirajo, če uporabljajo dobro kompresijo. No, zdaj, kadar so težave toliko hude, da povzročajo bodisi neke kožne spremembe, lahko da že razjedo ali pa grozečo razjedo, ali pa kadar je odtekanje strašno moteče, potem pride v upoštev odstranitev te podkožne vene. To je mogoče malo tako za laike nenavadno, da žilo kar odstranimo, ampak vene imajo številne kanale in ni velike koristi od tiste, ki je preraztegnjena, po kateri kri odteka nazaj, bolje jo je odstraniti, pa dati možnost, da kri odteka po nekih drugih kanalih, ki so bolj funkcionalni. To je smisel tega odstranjevanja ven, ki je lahko čisto klasično kirurško ali pa spet znotraj žilno z nekim lepljenjem takim ali drugačnim. Na koncu moram omeniti, da tudi obstajajo neka zdravila, mikronizirani diosmin, ki ima protivnetne učinke, tonizira žilno steno. Ni čudežno zdravilo, ampak definitivno pomaga, zlasti pri blažjih simptomih, tako da tudi to je ena od možnosti, ki jo lahko v bistvu vklopimo v zdravi življenjski slog. Tukaj se bom jaz ustavil in če so kakšna vprašanja za primarija, pa zame pa z veseljem odgovorim. Hvala lepa. Hvala. Zagotovo bodo temu sledila vprašanja. Sedaj vabim udeležene, da postavijo svoje vprašanja, lahko preko četa, klepetalnice, lahko pa tudi vklopite mikrofon in vprašate, kar želite. Sicer pa že imamo tudi v klepetalnici vprašanje, tako da ga mogoče vi vidite. Profesor Klinc, mislim, da je to za vas vprašanje. Ja, prvo vprašanje je odlično. Torej, zaradi gastroezofagealnega refluksa, dvignjeno vzglavje v postelji, to seveda zmanjšuje možnost, da bi želodčna vsebina zatekala v požiralnik, po drugi strani pa postavi srce nekoliko nad vene na nogah. In gotovo je to za vene majčkeno večja obremenitev, kot bi bila, če bi ležal popolnoma vodoravno. Tako da zdaj tukaj je pač treba najti neko ravnovesje, kaj je v bistvu še sprejemljivo za refluks, pa kaj vendarle omogoča nek dober počitek tudi za noge. Zdaj, spati tako v obliki šalčke, da imaš noge dvignjene, pa hrbet dvignjen, pa ponavadi ni najbolj udobno. Tako da tukaj je treba enostavno empirično najti nek način, ki je optimum. Ja, hvala. Naslednje vprašanje je, da obstajajo mali in večji delci LDL holesterola. Ali so škodljivi le samo mali delci, katere določajo v laboratoriju skupine? Namreč pristaši visokomaščobne diete pravijo, da določeni delci niso pomembni in da visok holesterol sam po sebi nič ne pove, ter da ni nevaren. Prosim za pojasnilo. To bo pa primarij povedal. Sam holesterol teoretično res ne pove vsega, ampak pove pa marsikaj. Recimo, če ima nekdo holesterola tam 6,5, kar velja že za zvišan, pa ima zelo visok HDL holesterol, 2,5, tak in običajno ima LDL-ja relativno malo. Ampak da se vrnem na to direktno vprašanje. Ja, res obstajata dve obliki, oziroma več oblik LDL delcev.
In zlasti pri tistih osebah, ki imajo tako imenovano kombinirano motnjo v presnovi maščob, ki imajo sočasno povišan holesterol in trigliceride, in te so zlasti pogosti pri sladkorni bolezni in pa pri tako imenovani dismetabolični hiperlipidemiji, to se pravi tisti, ki so prekomerno prehranjeni odnosno debeli, pri teh se skozi proces spreminjanja lipoproteinskih delcev na koncu razvijajo dejansko majhni, bolj gosti in tudi bolj aterogeni LDL delci. To je resnica in če ljudje shujšajo, ko se sladkor uravna, pri takih osebah se tudi LDL poveča in je nekoliko manj škodljiv. Še vedno pa je LDL holesterol škodljiv kot tak. Te razni teoretiki, kako že kles, da sam po sebi holesterol nič ne pove. Nažalost pove, zelo veliko pove in treba ga je nižati, zato ker danes pa že res razpolagamo z ekstremno številnimi dokazi, ki govorijo o tem, da če je LDL holesterol pod 1,4 milimola, take osebe nimajo ateroskleroze. Tako da to vemo. In je ničkolikrat bilo dokazano. Višji, ko je holesterol, večja je škoda, če pa sočasno s tem še majhen, potem je pa škoda podvojena v principu. Hvala. Upam, da sem odgovoril. Ja, hvala. Tako da gremo kar na naslednje vprašanje, ki je, da bi povedali kaj o čakalnih vrstah pri specialistih, pa o bolnikih, ki v teh časih pridejo prepozno ali pa zelo pozno. Ja, to je velik problem. Hvala, da ste na to opozorili. Zdaj zlasti v zadnjih 2 letih so bile znatne sile usmerjene v zdravljenje covida. Z vseh oddelkov, vključno z našega žilnega oddelka, je bilo v danem trenutku 10 do 20% kadra prerazporejenega na covid oddelke, kar je normalno povzročilo zmanjšanje obsega dela na naši osnovni dejavnosti. To pravzaprav velja za vso specialistično in tudi konec koncev osnovno zdravstveno dejavnost. Tako da naš zdravstveni sistem enostavno ni dimenzioniran, da bi lahko brez škode prevzel to dodatno breme, ki ga je zadnji 2 leti povzročal covid. In seveda so se čakalne vrste podaljšale, tudi bili so primeri bolnikov, ki so prišli prepozno. Kljub temu, da smo se zelo trudili, naša urgentna angiološka ambulanta je ves čas delovala, ni bilo enega dneva, da bi bila zaprta, in smo poskušali nujne bolnike oskrbovati sproti. Smo bili pa priča temu, da so ljudje prišli iz nekega strahu dejansko bistveno pozneje kot sicer in v bistveno bolj napredovalih fazah bolezni. Tako da to bo trajalo še dolgo časa, da se bodo ti rebound učinki covida spravili nekje nazaj v stanje, kot je bilo leta 2019 in prej, ko smo nekako imeli občutek, da še kar dobro obvladujemo zlasti kritično ishemijo nog. Hvala. Ja, hvala za odgovor. Še naslednje vprašanje, v kolikšnem času se mikrožilje obnovi po hudi mehanski poškodbi narta? Bil je popolnoma plav. Po enem letu še ne kaže na bolje. Spet super vprašanje. Glejte, na nartu je podkožja strašno malo. In v bistvu, če pride do brazgotine, potem pravzaprav to na nek način ustane in neke posledice zapušča. Tako da področja, kjer je podkožnega tkiva zelo malo, to se pravi nad sklepi ali pa na nartu, nad kolki včasih in tako naprej, to so dosti neugodna področja, kjer pride sicer do zacelitve, ampak nikoli pa čisto, kot rečemo, do restitucijo ad integrum, to se pravi, da bi se vrnili v 100% izhodno stanje, se na teh mestih žal ne. Tako da zdaj tisto, kar je pomembno
ugotoviti, je to, ali so kakšne hude funkcijske motnje, ali gre bolj za neke estetske spremembe v barvi kože, če ni nekih bolečin, če stopalo sicer normalno funkcionira, potem bi človek rekel nič drugega kot skrb za neko primerno obutev, da tam ne pride do žuljev, do nekih dodatnih poškodb. Če bi pa bile neke vztrajajoče bolečine, je treba pa morda tudi kakšno diagnostiko narediti, da ni brazgotina kakšnega živca okleščila ali pa kaj takega. Ja, hvala. Še vprašanje, kako pa vpliva vadba z bremeni na žile, pa verjetno tudi drugi takšni pritiski, ne? Je tveganje večje, ali se žile postopoma prilagodijo na povečanje pritiskov, bremen? Ja, poglejte, zdaj bom jaz, pa boš Matija ti še potem dodal kaj. Skratka, že dolgo vemo, da v bistvu za vzdrževanje mišične mase in za samostojno življenje v starosti je izjemno pomembno, da vadimo tudi za mišice. Vadba za mišice pa pomeni premagovanje bremen, to je lahko naša lastna teža, a ne, če hočete sklece ali pa zgibi v vesi, ali pa vadba za nekimi manjšimi utežmi. Zdaj, skratka, izjemno pomembno za vzdrževanje mišic. Po drugi strani pa seveda vadba z utežmi oziroma tudi s premagovanjem lastne teže akutno zelo močno poveča krvni tlak. Če ti porivaš ali dviguješ ali se napenjaš, takrat je krvni tlak močno povišen. In zdaj, normalno žilje to zlahka prenese. Ti imaš lahko tlaka 200, pa ne bo nič narobe, če ga imaš za kratek čas, pa se potem vrne na neko normalo, okrog 120-80, no problem. Če imaš pa neko žilno anevrizmo ali pa razpoko v žilju, disekcijo, pa tega si ne moreš privoščiti oziroma je to lahko zelo nevarno. Tako da kakorkoli vadbo z utežmi zaradi samega žilja nič ne odsvetujemo, obratno, je lahko čisto koristna. Za tiste bolnike, ki imajo pa anevrizme ali pa disekcije, pa odsvetujemo uteži in priporočamo zgolj aerobno vadbo, hojo ali pa eno neobremenjujoče kolesarjenje ali pa eno zmerno plavanje. Ja, mogoče bi samo še ščepec dodal, namreč gre za to, da kar se telesne vadbe tiče, itak vedno priporočamo, da je treba delati vaje za moč, vaje za gibljivost in zdržljivost na vadbo. In med vaje za moč spada ravno to, kar je profesor Vint zdaj povedal. In tukaj je treba reči samo, saj jaz mislim tako, no pa mislim, da tudi je kar nekaj študij, ki mi to potrjujejo, seveda uteži in te vaje za moči morajo biti primerne. Gre za to, da če boste hoteli po 100 kg dvigovati, s tem ne boste nič dobrega naredili. Ampak tako, kot je profesor rekel, lahke uteži, s katerimi za ponavljanjem pravzaprav ti izboljšaš moč kot tako, kar izboljša kvaliteto življenja in to je ekstremno pomembno. To je tisto, kar se mi zdi zelo tako, da je treba na to vedno misliti. Tako kot sem tudi rekel, v sklop redne telesne vadbe bi morali spadati tudi vaje za ravnotežje, kar je pomembno zlasti za starostnike, ker s tem preprečimo poškodbe, padce in poškodbe in to je eden od, mi vemo, da pravzaprav velik vzrok umrljivosti pri starostnikih so padci, ko bolnik potem obleži v posli, čemu sledi že prej omenjena venska tromboza, po možnosti še pljučna embolija in pljučnice in vse te stvari, to je vse tisto, kar je povezano z negibnostjo, ki jo taka poškodba povzroči. Skratka, ja, vaje za moč absolutno je potrebno, ampak po pameti, tako kot vaje za zdržljivost je absolutno treba delati, ampak po pameti, vse treba delati po pameti, nikoli pretiravati. Ja, hvala. Še vprašanje, ali obstaja kakšen postopek čiščenja žil?
Boš ti, Matija, ali ne? Ne, to je tvoje področje, izrazito. Ja, glejte, zdaj tako, da bi imeli neko zdravilo, ki bi žile očistilo, pravzaprav moramo reči, da ga nimamo. Imamo zdravila, ki lahko aterosklerozo ustavijo ali pa minimalno obrnejo, ampak da bi pa dejansko nekaj, da bi aterosklerotično oblogo, ki je nastala v bistvu z zdravili odpravili, tega pa na današnji stopnji medicine ne poznamo. Obstajajo reklame po internetu, ki to obljubljajo, ampak so nažalost popolnoma neutemeljene. Jaz sem že pisal na to temo, da če bi to obstajalo, verjetno ljudje ne bi prodajali sumljivih preparatov po internetu, ampak bi imeli Nobelovo nagrado za medicino in svetovno slavo. Zdaj, tisto, kar pa imamo v rokah, so pa mehanični postopki odpiranja žil, kadar je žilna zožitev zelo huda ali pa kadar gre za žilno zaporo. Vsi vemo, kako se je v zadnjih 20 letih zdravljenje srčnega infarkta izjemno popravilo z zgodnjim odpiranjem zaprtih žil in postavljanjem žilnih opornic. Zdaj samo, če se spomnimo, srčni infarkt pred nekje 30-40 leti je imel znatno umrljivost, tam nekje do 30% ljudi je ob srčnem infarktu umrlo, danes bistveno manj kot 5%. Tako da je to bil dejansko en strašanski napredek na tem področju. In v bistvu ta napredek se je prelil tudi na druga področja. Dan današnji možgansko kap v centrih, ki so za to usposobljeni, hitro zdravijo z hitrim odpiranjem žil, tudi v glavi, tudi seveda na področju periferne arterijske bolezni so številni uspešni revaskularizacijski posegi. Tako da to področje mehanične revaskularizacije tudi doživlja en velik razcvet v zadnjih desetletjih. Mogoče bi jaz vse sam še nekaj dodal, dejansko to, kar je profesor rekel, tisto, kar gledate na televiziji, kako vam biostatin očisti žile, to je čista goljufija in pravzaprav je to nezakonito, zato ker obljubljajo nekaj, česar ni. In moram reči, da tudi naše društvo je že opozorilo, da bi mogla zdravstvena inšpekcija te reklame prepovedati, pa to ni edina, podobno je z Liverinom. Je pa nekaj res. Če mi znižamo LDL holesterol, kot sem prej rekel, pod 1,8, lahko pride do postopnega nazadovanja aterosklerotičnih sprememb. To ni očiščenje žil. To je postopno manjšanje tiste naplastitve, pri kateri rabiš kar nekaj časa, da se morda celo pri nekaterih je sovremeni, da se dejansko žila spet skoraj odprla, pri čemer pa ne pomeni, da ni bilo več ateroskleroze, še zmeraj je bila, vendar je bila bistveno manjša. To je eno, pa morda še to, pri teh akutnih zaporah, tukaj, zlasti pri glavah, tukaj imamo tudi tako imenovano topljenje. Zakaj? Ker akutni dogodek je dostikrat strdek in ta strdek pa znamo stopiti in navidezno smo očistili žilo, ampak nismo mi žile očistili, mi smo samo strdek stopili in s tem omogočili ponovno pretok. Tako da to je zdaj malo drugače, kot je bilo včasih. Zlasti to za možgane velja, kjer nekateri predeli niso dostopni čistimi mehaniki, medtem ko za koronarne arterije pa tudi za periferne arterije, tam pa večinoma z mehaniko delamo. Razen spet pri akutno nastalih, ko je tam strdek, pa ga tudi najprej stopimo in potem dodatno še mehansko razrešimo. Ampak to je itak, profesor, še boljše. Ja, hvala. Lahko še jaz nekaj vprašam? Eno vprašanje. Jaz sem Barbara Gros, sem drugače predsednica Društva bolnikov Zebra. Mi se ukvarjamo med drugim tudi mialgičnim encefalomielitisom. Smo tudi člani EMEA, Evropske zveze za chronic fatigue syndrome.
In ugotavljajo zdravniki, da je v bistvu strašno povezan z long covidom, da je to zelo podobna bolezen, ker sta obe bolezni postviralni bolezni. Mi smo sicer to verjetno dobili po Epstein-Barru, citomegalo ali koksaki ali pa podobnih, a ne? Ampak opažamo popolnoma identične stvari. Naši člani imajo tudi dokazane, ne samo tako, od mikrovaskularne disfunkcije do antifosfolipidnega sindroma, polhanih jaz z disautonomijami, z Ehlers-Danlosom in podobnimi zadevami, ali pa z tole kronično kemično občutljivostjo, kako se reče, ja, senzibilnostjo, a ne. Zdaj pa mene samo zanima, a slučajno vi veste, a v Sloveniji je kakšna post-covid ambulanta, ki bi bila mogoče pripravljena pogledati tudi naše ljudi, ki imajo popolnoma identične težave, a ne, kot jih imajo bolniki z long covidom. Pa v bistvu jaz sem se zdaj zelo pozanimala na raznih koncih. Vem, da zdaj celo odpirajo tele centre za krepitev zdravja, vem, da je recimo tlele v Vipavi v Ajdovščini, a ne, da deluje in ne vem, samo to niso zdravniki, a veste, ker če imam jaz recimo mene zdravijo, jaz sem slučajno imela praktično, da ne infarkt in so ugotovili mikrovaskularno disfunkcijo, drugim pa niso, jih ne zdravijo, meni je ful boljš potem, ko jaz dobim kalcijeve antagoniste, baby aspirin pa tako naprej. Ti ljudje pa niso diagnosticirani in sami veste, kako težko je to dokazati, ker ti tudi scintigrafija včasih ne pokaže in tako naprej. Ljudje, ki imajo disautonomije, jih zavračajo množično. A imate kakšno idejo, kako tem ljudem pomagati, da bi prišli do neke obravnave, mogoče take kvalitetne tudi pri kardiologu v končni fazi, če imajo posturalno ortostatsko tahikardijo, tudi to rabijo, a ne, pa se v Sloveniji noben s tem ne ukvarja. Ker ko jaz iščem nekoga, ne vem, še za Ehlers-Danlosa ga ni, pa imaš recimo dokazano raztegnjene žile, jaz jih imam, a ne, pa še kdo drug tudi, pa ne moramo, smo čist v bistvu zapeti noter brez pomoči ostali. A imate kakršnokoli idejo, kam naj se obrnemo, kako naj ljudem rečem, ne vem, kam naj grejo, kako naj si pomagajo. Mi zdaj pripravljamo sicer mednarodni 2 webinarja, eden bo prav za Balkan na to temo, a ne, ki bojo tudi iz Svetovne zdravstvene organizacije, eden je zdajle druga okrogla miza na to temo, je tudi povezan z long covidom, bojo vabljeni, sam jaz tudi ne vem, koliko to zdravnike sploh zanima. Bom jaz začel, pa zelo še dopolnil. Glejte, to, kar ste omenila, je velik problem in tega se zavedamo, nimamo pa nekih dobrih rešitev, nažalost. A ne, zdaj bolezen, ki ste jih omenila, a ne, to se pravi kronična utrujenost, fibromialgija, je zdaj nenadoma dobila neke nove razsežnosti v obliki long covida, iz enostavnega razloga, ker je toliko milijonov ljudi bilo okuženih, da je potem, tudi čeprav je tega razmeroma malo, procentualno številka ljudi z posledicami velika. In zdaj, tako kot smo prej rekli, zdravstveni sistem seveda ni prilagojen temu, da bi to uspel uspešno obravnavati. Vem, da so se o problemu long covida infektologi veliko pogovarjali, koliko so uspeli se zorganizirati v spričo tega, da imajo seveda še vedno akutni problem z temi najhujšimi pljučnimi oblikami covida, si ne upam trditi, vem pa, da neke ambulante na to temo obstajajo. Zdaj, tudi neke druge specialnosti se seveda s tem v določeni meri ukvarjajo ali pa načrtujejo ukvarjanje. Vse to, kar ste rekla, seveda je zelo relevantno. Neke dobre rešitve ali pa, bom rekel, dobrega nasveta vam pa žal ne morem ponuditi, a ne. Zdaj, morda en tak majčken nasvet, ki seveda obvisi v zraku, ker ne pomeni konkretne rešitve za vsakega posameznika, je to, da pri teh sindromih kronične utrujenosti, fibromialgije in tako naprej je v bistvu še najbolj učinkovito postopno treniranje.
bolj kot zdravila, bolj kot v bistvu razni farmakološki postopki, se izkazuje, da je pomen večanja telesne zmogljivosti, telesni trening ponavadi tisto, kar vsaj v določeni meri neko olajšanje prinese. Tako da tukaj tudi razumeš, da se potem vključujejo nemedicinski strokovnjaki, ki na tem področju pomagajo. Gotovo je pa dobro to, kar ste rekla, ne, da se diagnozo dobro postavi, da se ne vrže vsega v isti koš, da se vidi, kaj lahko in kaj ne. To je po mojem precej ključno. Potem pa seveda ostane ogromno breme pa na pacientih, ki morajo v bistvu premagati te dosti hude težave z razmeroma skromno pomočjo strokovnjakov, tega se pa zavedamo. A veste, v čem je problem, če lahko samo skočim? Zdaj pri nas v našem prostoru smo edina evropska država, kjer fibromialgija pa mialgični encefalomielitis sploh nista razdeljena. Ker pri fibromialgiji gre dejansko za več, bom rekla, bolečin neznanega vzroka, ki bolj iz ortopedskih težav v bistvu izhajajo, ne? Medtem ko pri mialgičnem encefalomielitisu, jaz zdaj že toliko let delam s temi ljudmi, da vidim, dejansko gre za hipoksijo in zaradi okvare endotelija. Zdaj, ljudje, če imajo vnete kapilare, pa so to kilometri kapilar po celem telesu, nobena mašina, sami veste, da ne zazna tega, da je tam milijon poškodb gor. Žila ne presnavlja dobro kisika, niti ne odvaja v končni fazi v limfo, a ne? In v bistvu so ljudje čist hipoksični. In če boš v trenutku, se pravi, če boš fibromialgik, nekaj migati, bo njemu to počasi stopnjeval pomagali. Če bo šel pa recimo bolnik z mialgičnim encefalomielitisom ali pa long covidom, to si jaz laično predstavljam, popravite me, če nimam prav. V tistem trenutku, ko ima on akutno stanje vnetja v teh kapilarah, ki se mu endoteli še dodatno kvari, zbog si ga ved kakšnih razlogov, ki mi ne vemo točno zdaj, kaj te virusi gor naredijo. Definitivno pa ukvarjajo endotelija, ne, tukaj mislim, se vsi strinjamo, pride do mikro poškodbič milijona, ne. In šele, si vi sami veste, meni se videla ishemija, takrat, ko sem jaz imela 365 migren, že 3 leta, vsak dan, brez na leto, a ne, da so se meni poznali 5 ishemij, zato, ker v bistvu so bili kilometri in kilometri teh kapilar še zmeraj ukvarjeni. In jaz tako sklepam, da gre pri long covidu isto. In jaz se absolutno strinjam z vami, da je treba migati. Jaz hodim k koronarcem, pri nas Postojna, Kapo dol, super, so jaz hodim kunim za 60 do 80 let stare, meni je glih prav in vam povem, zdaj, ko je bilo zaprt, meni je bilo zelo narobe, nisem mogla, to jaz se čist strinjam, ampak mislim, da je treba pač paziti, da takrat, ko je akutno stanje, da res ne, in točno to, kar ste rekel, da se ljudem postavi ta prava diagnoza. Sam jaz bi pa resnično rada, a ne, ker te naši, jaz, ki jih gledam, eni, ki grejo pol, so diagnosticirani, ne vem, za disautonomijo, eni so z mikrovaskular, eni imajo celo spazme, a veste, nimajo samo vazospastične, ampak ta Raynaud je lahko povsod po telesu, a ne, in te mikrospazmi se ne vidijo, ne, hočem reči, da je toliko teh redkih bolezni, ki so podlaga tej bolezni, da mogoče bi bilo pa fajn tudi v kardioloških krogih razmišljati v tej smeri, ker sem prepričana, da gre za okvare žile tle pri mialgičnem encefalomielitisu, a ne, in mi si zelo želimo neke podpore s komarkoli najdete karkoli, da če enega bolnika rešimo, a veste, lejte, jaz sam zato to delam, ker ste meni toliko pomagali, jaz sem mogla velikrat biti vas, a ne pri kardiologih, da so najdli, ampak če meni pomaga to, zakaj ne bi še komu drugmu? Če so pri kolegici, ne vem, antifosfolipidni sindrom tudi znajo zdraviti, a veste, toliko so razvite te veje medicine, da znajo pomagati, jaz to ful podpiram, sam problem je v mašinah, ki niso toliko razvite, ne, da ne more tega zaznati. In res, če boste kakršnokoli idejo imeli, kakorkoli pomagati, mi vam bomo strahotno hvaležni, vsak posameznik in vsi skupaj. Glede, kot ste povedali, ne, ta long covid in vse ostale te stvari imajo silno različne obraze. In pravzaprav tukaj bi rabili en širok interdisciplinarni tim, mi pa še za osnovne time nimamo več ljudi. Tako da tukaj imamo mi hude probleme. Zdaj za fibromialgijo vemo, da imamo center v Soči, kjer zelo učinkovito fibromialgijo nekoliko izboljšajo. Ampak tudi tam je kapaciteta taka, kakršna je. Long covida je pa ogromno.
Mislim, ta utrujenost, pravzaprav, a je to vaskularno pogojena ali kako drugače pogojena, lahko je tudi čisto psihološko pogojena, ampak tega je dejansko toliko veliko, da tega enostavno zdravstveni sistem ne more prebaviti. Zlasti pa tudi, kot se vi sami nekaj težava z diagnostiko. Seveda, kapilare so povsod. Virus je res prišel v telo skozi kapilare, ampak kaj se je pa zatem dogajalo? To je pa druga zgodba. In zdaj, če bomo mi samo kapilare pozdravili, a smo mi razrešili problem, nisem čisto prepričan. Ampak tukaj bo še ogromen dela, ogromen raziskav bo potrebnih, da bomo mi dejansko videli vzrok, vemo, posledice se kaže na silno različne načine in zdaj, a je te posledice treba posod, a se da te posledice enovito zdraviti, to pa skoraj da dvomam. In tukaj je težava. A pa je kakšen center, ki se s tem dejansko pri nas ukvarja? Ambulanta za long covid na infekcijski kliniki je. Sam to od te ambulante zelo dolgo, da boste dobili tisto, kar pričakujete. Ker oni spremljajo te, vidijo njihove težave, da bi šli pa v natančno diagnostiko. To pa ne, ker tudi ne more biti en infektolog usposobljen od neurologije do kardiologije. Enostavno ne gre. To je izrazito multidisciplinarni problem. Se pa s tem, da bi bilo nujno potrebno nekaj takega narediti, ker tega bo veliko. Jaz se res bojim, da so hipoksični, ker če v bistvu kilometri kapilar ne predstavljajo tako, kot je treba, to ni isto, ker če samo ena kapilara, ki nima veze, ki se obnovi, Mislim, tle gre v bistvu po moje, za hipoksijo, zdaj sej to je tudi v bistvu dokazano, sej oksimeter mer sam, koliko imam jaz v arterijah ali pa ne vem, ne mer pa v bistvu, koliko dejansko pride v srce v tistem trenutku, ko meni troponin zraste, pa imam levo kračni blok ali pa kaj svem kaj, A veste, in tle se našim isto dogaja, šele odkar jih res redno pošiljamo, pejt nazaj, zmer si, ne vem, koliko didimerov smo imeli povedali, dobro, pa troponinov pa tako naprej, koliko je bilo tega, ampak šele odkar ustrajamo, pejt se pokazati, ker do zdaj njih so kar zavračali, to je fibromialgija, to je, lejte, lahko je res, ampak kaj pa če ni? Nisem zelo so v stiski, to hočem reči, in bi res rabili eno podporo, eno pomoč v bistvu strani strokovnjakov, ker znate, ker v bistvu jaz vidim, da imate toliko sredstev, jaz imam zelo dobre izkušnje tle in z UKC-jem in tako so mi stali ob strani in verjamem, da bi lahko še komu. Hvala za pobude, tako da zdaj bomo šli naprej. Je še kakšno vprašanje strani udeleženih? V klepetalnici ni več vprašanj, mogoče še preko mikrofona. Ni več vprašanj. Potem pa bi se zahvalila vsem. Zahvalna, če povem še spremljajoča dejavnost. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je še v posvetovalnici za srce na Dalmatinovi ulici 10, kjer izvajamo svetovanje in ozaveščanje o boleznih ven od 18. marca pa do 18. aprila. Potem pa skozi ves mesec april še o periferni arterijski bolezni. Obiskovalci bodo prejeli tudi ustrezna gradiva, pisna gradiva, možne pa so tudi meritve venske, pletizmografije, gleženskega indeksa in ostale meritve, ki so na razpolago, tako da vabljeni. S tem potem zaključujemo današnji dogodek in na spletni strani društva www.za-srce bo tudi posnetek današnje novinarske konference. Sporočilo javnosti bodo vsi dobili. Sporočilo za javnost pa tudi pride zdaj, takoj na vaše naslove. Nasvidenje. Nasvidenje. Hvala.